Lepo pozdravljeni v Gogi na nocojšnjem večeru, ko predstavljamo novo knjigo našega gosta Andreja Blatnika. Zdaj, Andreja verjeten več ni treba posebej predstavljati. Je izjemen pisatelj, poznavalec kratke zgodbe, nasploh književnosti, urednik pri Cankarjevi založbi oziroma urednik modernih klasikov, profesor na filozofski fakulteti. Skratka, za njim je vrsta zbirk kratkih zgodb in danes tudi njegov 5. roman z naslovom Trg osvoboditve. Zdaj, poleg poznavanja literature pa je Andrej tudi izjemen poznavalec popkulture, glasbe in še česa. Vedno tudi izjemen sogovornik. Vedno se človek z njim kaj novega nauči, upam, da tudi danes kaj novega zvemo. In tudi njegove knjige pravzaprav vedno znova bralca vlečejo k raziskovanju literature, glasbe in tako je seveda tudi s to današnjo knjigo. Čast mi je, da sem jo lahko prebrala in da se danes pogovarjava. Trg osvoboditve, to je sicer naslov, pa hkrati tudi zelo realno ime trga v Ljubljani. Zakaj ta naslov? Najprej hvala lepa za ta krasni uvod. Zmeraj, ko kdo reče, ga ni treba posebej predstavljati, se bojim, da zdaj ne bom slišal tistih lepih reči o sebi, ki jih morajo voditelji pogovorov iz kurtoaznosti povedati, pa karkoli si že mislijo. Tako da sem vesel, da si vseeno nekaj predstavila. Po drugi strani je malce nevarno, kadar rečeš, je odličen sogovornik, potem vsi zelo dvignejo svoje obzorje pričakovanja, potem pričakujejo, zdaj bom pa odpovedanega, kar se mu ne bo odprlo in ne bo me potegnilo vase, ampak malce nad zemljo se bom pa le dvignil, kar je malce nevarno. Ampak po drugi strani pa, da zdaj neham duhovičiti in morda odgovorim na tvoje vprašanje, kot se spodobi. Cel roman nekako sem skušal zastaviti tako, da prepletam resnično in izmišljeno. In Trg osvoboditve je eno izmed številnih imen, ki ga nosi glavni ljubljanski trg. Zdaj smo na glavnem novomeškem trgu, ki je tudi po mojem mnenju, bom zdaj rekel, ker se to snema in torej bojo poslušali tudi taki, ki ne živijo v Novem mestu in okolici, bom rekel zelo politično korektno, eden najlepših trgov v Sloveniji in širši okolici, drugače bi rekel kako drugače. Jaz sem, za nekateri, ki me malce manj poznate po očetu, sem jaz Dolenc, tako da mogoče malo lokal patriotizem se vrača, kadarkoli pride na ta trg. Kakorkoli že. V Ljubljani je pa to realen trg, ki je bolj znan po imenu Kongresni trg. Je se nekaj časa imenoval tudi Trg osvoboditve in gore dol. Seveda je pa zlasti važno to, da ima to ime tudi nek simbolni pomen, ki ga v romanu enkrat zelo eksplicitno povem, ko se dva copywriterja, torej tista dva pisatelja, ki sta res plačana za denar, ki pišeta reklame, oglasna sporočila, ne pa književnost, se pogovarjata, se spomniš, ker smo mislili, da nas bo trg v svobodo, ta trg, ki bo enkrat prišel, ki bomo mi prišli na zahod, no smo zdaj kaj bolj svobodni, kot smo mi prej, oziroma kako, ali nas je v svobodo, ali nas je bolj zaslužno. To je vprašanje, ki si ga vsaj moja generacija, pa ne bo še kakšna malce mlajša in malce starejša, zastavlja že nekih 30 let, zato se mi je zdelo smiselno poskusiti na nek način odgovarjati, ne pa odgovoriti, če boste zdaj kupili knjigo, da vidite, a zdaj živimo bolje ali pa slabše kot pred letom 91, boste naredili usodno napako, ki vas bo stala s popustom 20 €, ampak tako da to ni čisto odgovorjeno v tem romanu, ampak ta vprašanja so zastavljena na en tak način, ki nas hkrati spominja, kaj vse smo v tem času vendarle preživeli. In tle zdaj malo, da še malo dodamo, pa da ne govorim predolgo, že na eno vprašanje, ker jih imaš morda še zelo veliko, naj bom pa na naslednja krajši. Tle mogoče še malo dodam tudi resničnih oseb. Ene imenujem z osebnimi imeni, to je recimo znani voditelj, bom rekel, z primorskega konca, Dario Divjaki. Za tiste, ki ste nekoliko starejši, se najbolj spomnite njegove oddaje Alta presione, Visoki pritisk in Videomix, s katerimi je daleč pred MTV-jem začel pripravljati teren za gledanje videospotov, ki jih zdaj množično mlajši od teh, ki ste gledali Divjakija, gledajo po YouTubeu. Drug tak je recimo človek, ki je zapisano nogometno legendo slovensko z imenom Mladen Drutonja, srednji napadalec, ki je dal za reprezentanco en sam gol, ampak tisti gol je bil zelo ključen in pa je neka zgodba okrog tega. No, nekaj znanih imen je pa ostalo tudi nepoimenovanih.
To pa s tem, zato ker se mi je zdelo, da so pa bolj arhetipi kot enkratne pojave. Zmeraj najdeš koga, ki je najprej blazen borec za svobodo, pa blazen borec proti svobodi, koga, ki je, bi se rekli, najprej osvoboditelj, potem pa ko poskuša čim več ljudi zasužniti in tako naprej. Ne, ti liki niso dobili čisto realnih poimenovanj, mogoče bo pa tu in tam kdo tudi prepoznal koga in imel celo prav. Zdaj si mi seveda nasu ogromno nekih istočnic, pa še vseeno ustrajam pri temu trgu osvoboditve. Sama zgodba se začne z dogajanjem leta 1988 na trgu, kot sem ti povedala, ne. Sama sem bila takrat še premlada, oziroma me je bolj zanimal verjetno Gum in Twist kot dogajanje na trgu, tako da sem marsikaj zanimivega zvedla o tem dogajanju. Tudi ti, ne, si, tako kot si rekel, ne, zelo dobro prepletel to dokumentarno z fikcijskim in to dogajanje je bilo usodno, ne, oziroma pomembno. A si bil tam takrat? Seveda sem bil tam, ne, vsaj ta začetek je čisto prvoosebni spomin, namreč za take, ki mogoče bomo zdaj obujamo zgodovinski spomin. 21. junija 1988, torej v ponedeljek je 33. obletnica in 33, veste, so Kristusova leta, ne, tako da to je prav zanimivo. Ne. Takrat je bilo tam zborovanje v podporo zaprti četverici. Med njimi je zdaj, se veste, naš predsednik vlade, ne, ostali so na nekakšnih drugih različnih pozicijah, no, bom tako rekel. In jaz sem prišel na ta trg kot piflar, ne, kot človek, ki zmeraj pride malce prej, tudi sam sem prišel prej kot marsikdo, ne. Sem bil na tem trgu 10-15 minut pred začetkom in tam je bilo tako rekoč nikogar. Bilo je nekaj 10 ljudi, to ne bi bila pa velika manifestacija. Potem pa z malce zamude ali pa ravno še pravi čas so se začele zgrinjati ogromne množice ljudi. Na koncu je bilo nekaj 10.000 ljudi na tem zborovanju. Ne. In ta slika me je spremljala že leta in desetletja, da bi enkrat o tem nekaj napisal. No, in potem sem v nekem intervjuju z Igorjem Bavčarjem, ki je bil ključni organizator tega dogodka, ali pa eden ključnih, da ne bomo zdaj imeli preveč ključnih figur, ne, se je on tudi tega spomnil, kako je to bilo in kako je kazalo, da ne bo nikogar. Ne. Potem se je pa nenadoma to zgodilo in je seveda vse spremenilo. Ne. Če ne bi bilo, da smo malo tako mitologiziramo, tudi brez tega dogodka mogoče bi prešli v kapitalizem, bi pristopili iz Jugoslavije in tako naprej, ampak to je bil gotovo en zelo pomemben dogodek. Ne. Zdaj se mi je zelo nenavadno, da o tem v bistvu ni kaj dosti napisanega. Zdaj se je začeli zelo zgoščevati spominjanje ta trenutek. Malo preden sem šel, sem bral neko staro delo, ki mi je ležalo v kotu in se Ali Žerdin tudi spominja, kako je srečal nekoga, kaj je bil tudi tam in tako naprej. No, zdaj v ponedeljek pričakujte poplavo spominov, jaz sem jih za nekaj dni prehitel. Zdaj, kot sem rekla, jaz se dogodka ne spominjam se verjetno spominov, ki so jih pripovedovali, oziroma nekih posnetkov, ki krožijo v tem prostoru, mogoče še bolj intenzivno v zadnjem času. Ogromno je ljudi, ki se tolčejo po prsih in hvalijo, da so bili zraven. Torej, ti si bil zraven, seveda kot opazovalec. Tako pa nekako tudi ta naš junak, ki to ni, ne, prisostvuje temu kot opazovalec in hkrati spremljamo še njegovo osebno zgodbo. Se pravi, njegova osebna zgodba je zelo lepo umeščena v ta zgodovinski okvir. In ta osebna zgodba pa je fikcijski del, ne, tega romana. Ja, torej, ja, ko sem iskal pripovedni pogled, če temu tako rečem, kako bi sploh ta čas spreminjanja opisal, sem se že takoj na začetku, še preden sem imel karkoli napisanega, odločil, da bo to pogled nekega slehernika. Ne? Zato, ker zdaj mrgoli, kot si sama rekla, teh, ki so bili zraven. Ne? To tudi malce ironiziram v nečem, kjer sem tudi bil zraven, pa zdaj sem že jaz osebno srečal skoraj 1000 ljudi, ki pravijo, da so bili na prvem koncertu Pankrtov, jaz, ki sem bil tam, vem, da se je bilo kakšnih borih 200. Ne? Tako da, kakorkoli že, danes vsi pravijo, da so ravno oni osvobodili Slovenijo, eni to upijejo malce bolj na glas, eni mrmrajo bolj potiho, kako da so prezrti. Ne? Jaz sem se odločil, da pogledam stališča nekoga, ki nima nobene pravice tega reči, ampak je vse na nek način bil zraven in tudi prispeval nekaj malega svoje, kot je prispeval skoraj da sleherni Slovenac takrat, ne? Če smo čisto iskreni. Ne? Danes seveda so interpretacije tega različne, ampak ta linija se mi je zdela dosti posrečena in točno si ugotovila, da ta lik
ima problem, hkrati je pa tudi njegova rešitev to, da je bolj opazovalec kot dejavnik. Ne. Malce se tudi sam nekje ironizira, prav nekje na eni točki, da je tak tipičen slovenski hrepenenski junak, ki si želi, da bi se nekaj zgodilo, pa nič ne dela. To ga zlasti tare v njegovem ljubezenskem življenju, če že malo suspenz usmerva iz družbenega še intimno. Ne. Ampak to je po neki strani tudi zelo slovenska lastnost. Ne. Slovenci z nekaterimi redkimi izjemami, ki pridejo v NBA ligo pa tako naprej, ne, nismo blazno prodorni in tako naprej. Ne. Jaz sem kar nekaj časa preživel v Ameriki, če vse to seštejem, je bilo tega časa dovolj, da lahko rečem, Američani imajo veliko samozavest, so pripravljeni vse zelo hitro trditi, da so najboljši. Pri nas to v glavnem trdijo bolj patološki primeri, ne. Imamo drugačno psihosocialno strukturo. Zdaj, kot si omenil, ne, pač ta ljubezenska zgodba, ne, ki se nekako plete skozi roman, ne smemo zdaj preveč verjetno povedati, ne, ampak hkrati morda ta zanimiv odnos, ne, tega pasivnega moškega lika in te aktivne ženske, ki nekako pritiska nanj, ne, naj pa vendarle nekaj stori, ne. To je kar en tak moment, ne, slovenski, ta želja po aktivnosti oziroma spremembi, je kar tudi družbene spremembe nekako napotujejo k temu po lastni spremembi, ne. Tako tudi ta naš lik nekako si želi spremembe, ki pa nekako ne pride. Zdaj, lepo, da tako misliš, da to mi je optimistično všeč. Zdaj malo bom preštel, kakšno razmerje ženske moški v publiki in vidim, da moški smo v absolutni manjšini. Za slovensko literarno tradicijo je namreč splošno sprejeto in bojim se, da je to dejstvo, da je izrazito falokratska, skratka, da zelo vladajo v njej moški. Ne. Jaz že skozi vse svoje knjige skušam to malo spreobrniti, ne. Da skušam narediti šibkega moškega in močno žensko, kot če sta dva lika. Ma pa to tudi zanimive preobrate, ko sem recimo objavil lansko leto pri Gogi svoj prejšnji roman Luknje, ki je mimogrede rečeno bistveno bolj zahteven za branje kot Trg osvoboditve, tako se mi vsaj zdi, da ta roman zdaj je dosti bolj komunikativen. Je ena odlična kritičarka napisala, da to je sicer super roman, sam da ne ve, zakaj ni noter nobenega moškega. Ženske. Pardon, nobene ženske. Zdaj, to je bilo seveda narejeno z razlogom, nekim zelo konkretnim razlogom, znal ga bi celo locirati, mislim, povedati, ampak tega seveda ne bom naredil. No, tukaj v odnosu, ki je opisan v tej zgodbi, sem pa hotel tudi pokazati v bistvu dva različna pristopa k reševanju težav, če tako rečem. Ker v bistvu oba lika se na nek način težavam v resnici izogibata. Ona bi hotela priti globlje, da bi se izogibala težavam, on pa pusti, da se stvari dogajajo bolj in manj in se mu tako zgodi tudi recimo temu poklicna kariera in podobno. Zdaj, nekaj si že omenjal prej o teh svojih realnih osebah in momentih v knjigi. Skratka, ogromno je te navezave, nekih referenc na literaturo, na glasbo, na šport. Kot sem rekla, odličen poznavalec tega si, kar se seveda odraža v knjigi, ampak nekako se mi zdi, da te to kar spremlja skozi vse tvoje pisanje, ne? Vedno nekatere stvari se celo večkrat ponovijo, ne vem, od Tarkovskega, še mnogo tega. No, zdaj mi je všla misel. Skratka, ogromno teh navezav. Zakaj se ti zdi pomembno to vpleteti v tvoj slog? To je v bistvu neka tvoja značilnost zdaj že. Ja. To je seveda značilnost, ki je najbolj povezana tudi s tem, da v tem svetu zares živim. Jaz zelo živim tudi v svetu glasbe, filmov in zlasti knjig, seveda, in me to tudi zelo zaznamuje. Zaradi tega bi se pretvarjal, če bi skrival te znake. In tudi vidim tako nekako, da nekateri to knjigo oddali, so pa tudi taki, ali pa vse knjige oddali, so pa tudi taki, ki jim ravno ta način pisanja te zgodbe, ki jih pišem, nekako približa. In je všeč prav ta referencialni del. Zelo točno si opazila, da se vrsta stvari pri meni ponavlja. Nekatere so recimo iz Lukanj prešle v Trg osvoboditve celo na en tak zelo zanimiv način. Tam imam neki
neko glasbenico, ki ni imenovana v Luknjah, zdaj v Trgu Osvoboditve je imenovana, gre za hčerko prvega predsednika po Titu Cvetina Mijatovića, Miro Mijatović, ki je umrla tako kot cela njena generacija v zelo tragičnih okoliščinah, mislim pač žrtev heroina, zelo malo, nič ti ne pomaga, če si hčerka predsednika predsedstva SFRJ, kljub temu te pobere droga, ne, podobno, ne, to so bile zanimive zgodbe v tistem času in se lahko nadaljujejo še v kakšnem, ne. In še nekaj drugih tem nekako, ne bom rekel ponavljam, ker ta beseda ni točna, ampak variiram. Obstaja tudi stavek, ki jo vključim vsako svojo knjigo, zdaj to snemamo na video, tako da bomo mogoče olajšali delo komu, ki bo kdaj pisal magisterij iz tega ali pa kaj podobnega. Skratka, v eni izmed zgodb iz leta 1990 nam stavek, če ne moreš spremeniti usode večine, jo moraš deliti. In potem zdaj to v različnih metaforah, v različnih spremembah, ta stavek skozi spreminjam, če ne moreš spremeniti usode svoje večine, če ne moreš spremeniti usode, tle je spet ena premutacija, ki se reči smel pozabil, no, ampak kakorkoli že, to je nekaj, kar se mi stalno preobraža, ne, tudi zato, ker se spreminja čas, v katerem posamezne knjige nastajajo. Ta, ki sem jo omenil, na prvem mestu je šla leta 1990 in takrat je bil ta koncept skupnosti bistveno drugačen, kot je leta 2021. V teh 31 letih, ki smo jih preživeli, se je, bi se rekli, idealizem nekako bolj materializiral, tako da smo postali drugačni in zato tudi na pogled na iste stavke je drugačen, ki zahteva pa, da ste iste stavke izrečemo z neko drugo poanto. Tudi ta sprememba oziroma ta drugačnost, ne, je tista, ki se ponavlja in varira skozi ves čas. Ne. No, zdaj še mogoče ena navezava na tvojo osebno izkušnjo je to oglaševanje. Ne. Tudi to pokomentiraš v knjigi, ne? Ampak tudi sam si bil oglaševalec, ne? Ja, res je. Danes sem govoril s svojim dragim kolegom, ki je Gogin avtor, zato ga bom posebej omenil, Sebastianom Pregljem, ki je oglaševalec in še zdaj deluje v oglaševanju. Jaz sem oglaševanje zapustil po nekaj letih, skoraj po pol leta, se mi zdi zelo hitro, čeprav so bili denarji fascinantni takrat v zgodnjih 90-ih, ko sem to počel, ne? Ampak se mi je zdelo, da na nek način ljudi okoli prenašam. In to ne samo bi ste rekli, končne kupce izdelkov, ki smo jih promovirali, ampak tudi naročnike. Ne? Zato, ker ko delaš v oglaševanju, je ključna naloga to, da prodaš svoj izdelek najprej tistemu, ki bo plačal to oglaševanje. In zato obstaja določen tip človeka, ki lahko to zelo dobro predstavi in jaz sem kar zgovoren, se ne vidiš, ne? In sem zelo hitro prepoznaval, kaj pravzaprav ta človek hoče kupiti in sem mu jaz opisal, da je to točno tisto, kar on hoče kupiti, samo da prej, preden se je z mano pogovarjal, tega ni vedel. Ne? In lastnik agencije me je prav občudoval in mi je hotel podvojiti tarife in tako naprej, ampak meni se je zdelo to malo neetično. Ne? Bil sem popolnoma neusklajen z prihajajočim časom očitno in zdaj to oglaševanje me pa nekako spremljam. Še zdaj nekaj kolegov in kolegic v oglaševanju, ki imajo podobne etične dileme kot jaz, samo da jih drugače rešujejo, če temu tako rečem. To se mi zdi pa zelo zanimivo področje oglaševanja, zato ker je to, kot je rekel James Graham Ballard, najmočnejša nevidna književnost današnjega sveta. Torej, mi si oglaševanja zapomnimo bistveno bolj kot veliko večino romanov, ki smo jih prebrali v življenju, zato to bolj formira našo individualno in s tem tudi našo družbeno zavest. Oglaševanje je skratka zelo močan medij. Zato je zelo nevarno, da se mu preveč prepustimo. Torej, če še nimate izključenih oglaševanj na svojih socialnih omrežjih, to velja za mlajše ljudi, ki preživijo tam več časa, vsekakor toplo priporočam, da to naredite, kajti drugače boste gotovo nekaj kupili. Jaz sem bil prepričan, da sem odporen, a sem kupil tole majico in za njo dal divjih 27 €, tako da sem žrtev oglaševalske prevare s Facebooka. Vem, da ne obožuješ te majice. Prav spraševala sem se, ko sem prihajala sem, kakšno majico boš imel danes in kaj bo pisalo gor. Tako da, če greva naprej, no, še korak od oglaševanja, ena zanimiva misel oziroma želja tega lika je, ne, njegova največja želja, a lahko povem?
Seveda, samo pokimal sem čudovitem oblikovalcu založbe Dol. Njegova največja želja je, ne, da bi lahko umetnost spreminjala svet. Ne. Zdaj, če morda kdaj še je obstajala ta naivnost, ne, kot ti si že večkrat povedal, danes bolj svet, ne, spreminja književnost. Kaj se je zgodilo, da smo zdrsani? To je odlična tema, ne? Ampak zdaj, če dovoliš, ne bom dal tazga profesorskega odgovora, ampak bom dal zelo oseben odgovor. Ne? Jaz se vozim takole iz Ljubljane v Novo mesto, kar traja, kot vas večina ve, približno 50 minut. Ne? In ko se človek sam vozi z avtom, ne, zberi trenutek za razmislek. Ne? In jaz sem si rekel, Andrej Blatnik, pa ti eni mislijo, da si pameten, ampak gled, ti si profesor knjigarstva. Ne? Tudi ti dobro veš, kakšna je situacija s knjigo v Sloveniji. In ti še zmeraj, kljub temu, da kakršna je situacija, ti še zmeraj pišeš knjige, ki niso tako zelo preproste za branje. Zdaj, če ste prestrašili se, vas naj opozorim, ne, tale knjiga je vsekakor najbolj preprosta od vseh mojih knjig za branje, se mi zdi, ne vem, mislim, da sva jo prebrala tukaj od prisotnih bolj in manj samo midva, tako razen če bude zdaj v publiki začel dvigati roko, ampak težko, ker je šla pred 2 dnevoma. Kakorkoli že, težko je zdržati to težko opozicijo. Ne? Poglejmo recimo zanimiv primer še enega Goginega avtorja, Tadeja Goloba. Ne? Tadej Golob seveda piše odlične kriminalke. Ne? Sem velika možnost, da bi pisal tudi odlične romane za bi ste rekli, zahtevno publiko, no vse zadnje je dobil Kresnika za enega med njimi in tako naprej. Naredil odlično potezo, je udomačil nek popularni žanr, ki smo ga Slovenci dolgo pogrešali, ki zdaj tudi dobiva nove posnemovalce in tako naprej, tudi pri Gogi, pa tudi pri drugih založbah. Ne? Tako da tukaj je to nekaj, kar je zelo običajno. Ne. To, da je pa umetnost zgubila eno moč preobrazbe sveta, je pa najbrž tudi stvar, kako bi se rekli, konkurence drugih preobraziteljev na tem trgu. Ne. In statistika, zdaj če rečem malo kot profesor, zelo kažejo, da danes ljudje berejo zlasti zato, da se zabavajo, obstaja še zmeraj manjšina zaprisežena, vendarle obstoječa manjšina, ki pa je manjšina, ki berejo knjige tudi zato, da jih bi spremenile, da bi jih, kot je rekel Kafka, udarile kot udarec s kladivom v zamrzlo lobanjo ali nekaj tasga, je rekel, tako da malce sadistično, ne, ampak to ne bi človeka pretreslo. Ne. In obstajajo tudi knjige, ki posameznike pretresajo, ampak velika večina knjig, ki se obrnejo na trgu, so pa seveda knjige, ki jih uživamo za prosti čas. Ne. In to je nek fenomen, ki se mu ne da izogniti tudi zato, če smo zdaj spet malo profesorski, ker zdaj v bistvu bere na nek način dosti večja skupina ljudi, kot je pred 200 leti. Zato, ker zdaj vsaj za zabavo berejo tudi tisti, ki včasih niso, medtem ko bi težko rekli, da je sicer se to poznalo, to, da so naše kognitivne sposobnosti to bolj razvite, ali pa da rečem zelo tako zlobno, da je IQ vsako leto zraste toliko, kot zraste svetovni nacionalni dohodek. To najbrž se fizično ne dogaja. Ne? Včasih je bilo branje nekaj, kar so počeli zelo redki, ampak tisti so brali skoraj vse in jim je to dalo veliko misliti in tako naprej. Danes je to nekaj, kar počnemo vsi in so rezultati tudi temu ustrezni. Zdaj, če se mogoče še osredotočva malo na lik v knjigi, da ne bom, skozi me spremljate strah, ne, da ne bom povedala preveč o zgodbi, da ne bova prepričala gledalcev, da naj si preberejo, ker bova že vse izdala. Nemogoče, zmeraj ne več je zapisano med vrsticami torej. Govorila se o oglaševanju in o statusu umetnosti, ne, ta naš lik, pa ima težave tudi v komunikaciji, ne? Tudi komunikacija danes peša oziroma ratuje vse bolj površna in tu nekje se zgublja tudi ta njegov odnos, ne? Ja, zanesljivo, ne? Zdaj spet, zdaj grozno zgleda, ker bo zgleda, kot da je to nekaj, kar sem napisal po nekem študijskem procesu, ne, jaz sem doktoriral iz komunikologije, ne, tja me je pripeljala prav ta, mogoče ne do konca izživeta, zdaj če se malce psihoanaliziram, ta strast do oglaševanja, ne,
ampak potem nekako nisem ustrajal v tem znanstvenem polju, oziroma sem se preselil v knjigarstvo in končal na oddelku za bibliotekarstvo na Filozofski fakulteti, torej knjige so bile močnejše očitno od oglasnih sporočil in so me seveda tudi več spremljale. Ampak kot komunikolog lahko rečem seveda, da smo na resni preizkušnji komunikacijskih vzorcev zdaj, ne, seveda se ne moremo več pogovarjati s pomočjo golobov pismonoš in nismo zelo potrpežljivi, da bi poslušali zgodbe o večernem tabornem ognju in tako naprej. Ne. Res pa je, vsi, ki preučujejo naše nove komunikacijske navade, ugotavljajo, da smo se z eno besedo poplitvili. Tako da v bistvu ne pridemo več tako v globino, kar je pa po svoje tudi zanimivo in kaže še na nekaj, kar je v tej knjigi samo nakazano, morda pa tema kakšnih prihodnih knjig, namreč ta velika potreba, ki v svetu stalno narašča po psihološki samopomoči ali pa celo pomoči. Jaz sem precej zanimam, tisti, ki me je srečal že dvakrat ali trikrat v življenju, ve, da se precej zanimam tudi za praktično psihoanalizo, ne za teoretsko, po katerem Slovenci slovimo v svetu po zaslugi Slavoja Žižka. Za praktično psihoanalizo se pa precej zanimam, tako da to gledam nekako oddaleč, ne, in tisti, ki gledajo to malce od blizu, že puščajo neke svoje redne službe in grejo v neke svetovalnice in tako naprej. Ne. Skratka, to je gotovo neka nova tržna niša zadnjih, če rečem let, sem rekel že premalo, v Sloveniji tudi po svetu. Kar je seveda nadomešča nekaj, kar smo prej opravljali na nek drug način. Kot si rekel, ne, komunikacija se je poplitvinila. Nekako tudi branje romanov, ne, postaja vse večji izziv, gre za dolgo branje. Ne. Ti si mojster kratke proze, kar seveda se odraža tudi v tem romanu, v teh kratkih poglavjih, ki se izmenjujejo. Kako se nekdo, ki je tak mojster kratke proze, ki ima neko specifiko, odloči za pisanje romana? Kaj je tisto, kar te žene v to? Mislim, da skoraj na vsakem pogovoru zdaj že izrečem stavek, ki ga je rekel Jorge Luis Borges in mi je zelo ostal očitno v spominu. On je rekel, vsak pisatelj na koncu postane svoj najslabši učenec. Torej, na nek način, če ti si dober v nečem, ne, in začneš to ponavljati, lahko ponoviš nekajkrat uspešno, potem pa ponavadi, to poznamo tudi iz glasbe, ne, če kdo posluša kakšno skupino skozi 20 let, pa zmeri pridemo do tega, pa niso več taki, kot so bili prej, pa tako naprej. Ne. To je gotovo en razlog, da sem zmeraj za nove izzive. Recimo, zdaj sem si namensko zastavil, da bom naredil kar se da realističen roman. Torej, da bo tle vse zelo realistično. Zelo veliko sem si dal tudi v zadnjih 2 romanih prostora za dialog, ki ga v kratkih zgodbah ni toliko. In tudi to, da so tle nekateri posamezni prizori, to so najdaljši prizori v mojih romanih, se mi zdi sploh na nekateri med njimi. Po drugi strani pa me roman zanima samo kot uganka, to se pravi, rabim tudi nek določen formalen okvir, kako ga bom realiziral, da me bo sploh potegnil naprej. No. In pri Luknjah, omenim malce še Luknje, sem ta formalen okvir dobil s tem, da sem osnovno zgodbo prepletel z stranskimi zgodbami in sem naredil nekaj, kar se mi je zdelo zelo izvirno in še zaenkrat nisem videl nobene druge knjige, ki bi isto naredila, da bomo potem ta podpoglavja, ne, tako kot v kakšni znanstveni študiji, podpoglavja, pa podštevilke, pa tako naprej. Skratka, to je zelo zapleteno v bistvu za brati, ne. Zaradi tega to ni tako zelo lahek roman. Če je kdo hotel zdaj kupiti, pa rab resno preizkušnjo, ne kupi vsekakor Luknje, če pa se mu zdi, da bi najprej eno knjigo poskusil, pa pol še šel nekaj težjega, pa bo Trg osvoboditve boljši. Torej, na nek način se mi zdi, da je nov roman zahteven ne samo zato, da ga moraš formalno drugače spraviti v življenje, ampak tudi, da za roman potrebuješ malce večjo temo. Ne. Da je to neka tema, ki je vredna 200 strani, recimo. Ne. In očitno se mi je 30 let slovenske osamosvojitve zdelo taka tema, ker to je hkrati tudi moj prvi roman, ki je res lociran med določen kraj in prostor. Ne. Prej sem imel vse stvari malce tako, da videzno so bili locirane v kraj in prostor, ne. Tudi v čas in prostor, pardon. Ne. V čas ni bil lociran tako rekoč noben, ne. Zdi se mi, da so se dogodili v neki bližnji prihodnosti, ampak ne moramo čisto točno vedeti. Za tega točno vemo, da se je začel
21. junija 88 in zdi se, da se je končal pred kratkim, se je noter nastopa nekaj, kar zelo spominja na podvige zakoncev Login, torej Fit in. ja, tako fit in neskončno, ne? To je parafraza, ki se je pojavila tudi že v Luknjah, ne? Imamo te našalne samo citate, to je neka družabna igra, že ki se jo igram sam s sabo in me veseli, da jo kdo kdaj opazi. Takoj mi je padla v uč ta fit in. Zdaj, a prebereva kak odlomek, ali misliš, da raj ne? Sem te že prej sprašala, če Si me vprašala, lahko uporabiva tisto, če bi Jonas rekel glas ljudstva, kdo je za to, da prebereva kakšen odlomek, naj dvigne roko, bomo videli, koliko bo teh rok. Roki sta dve, torej ne. Opa! Na malce izziva so se nenadoma dvignile vse roke. Ne vem pa, če bova prebrala odlomek, morda bova prebrala kar začetek, ker sva že to govorila o tem dnevu osvoboditve, oziroma bom prebral kar jaz, če dovoliš. Ja, seveda. Torej, naslov je Trg revolucije. Naslov odlomka. Zborovanje je bilo napovedano za ob 2 popoldne. Prišel je kakih 15 minut prej in na trgu ni bilo skoraj nikogar. Organizatorji so zbegani begali z enega konca na drugega. Odrski delavci so se vprašujoče spogledovali. Tako oder, tako močno ozvočenje za nekaj 10 ljudi. Darko je tekel mimo njega, oziral se je na krog, kot da bi pomagalo, če vsak trenutek preverja, ali morda kdo vendarle še prihaja, da vseh teh kablov niso vlekli za manj. Za nekaj 10 ljudi, a to je bilo premalo, za manj. Prestregal je njegov vprašujoči pogled in razširil roke. Svoje sem naredil, več ne morem, je sporočal. Videti je bilo, da sta oba enako presenečena. Toliko vznemirjenja je bilo v teh preteklih dneh, toliko ljudi je govorilo, da bi bilo treba nekaj narediti, zdaj pa so vsi ostali doma. Tako res ne moreš spreminjati sveta. Še svoje ulice ne. Potem se je začelo. Z vseh stranskih ulic so začele pritekati reke ljudi. Z leve, z desne, od vse posod. Nezaustavljivo. Hipiji, pankarji, študentje, klošarji, poslovneži, delavci, profesorji, kmetje. Vsi. V nekaj minutah je bil trg poln do zadnjega kotička. Popolni neznanci so se kimali in se pozdravljali. Skupaj smo, so si sporočali brez besed. Nismo sami. Veliko nas je in še prihajajo. Še več nas bo. Začelo se je tudi na odru. Kitare so brnele. Pankrti, bend iz Delavskih most, ki je pred pol leta nehal igrati, se je znova zbral posebej za to priložnost. Pero je z odra zavpil, da ne gre za politiko, da hočejo nazaj svoje prijatelje iz nogometne ekipe, ki so zdaj v vojaških zaporih. Intimno je politično. Politično je intimno. Sreče človeku ne more dati niti država, niti sistem, niti politična partija. Lahko pa mu jo vzame. Ale še nekaj zelo znanih fraz. Parafraza znane fraze Edvarda Kardelja, ki je pa hkrati seveda tudi, ta parafraza je bila enkrat že narejena in sicer ob objavi dnevnikov Nika Kavčiča, mislim, da je naredil prav, da je to takrat v svojem tekstu zapisal prav Igor Bavčar, ki je v te dnevnike uredil. To so res zanimivi romaneskni liki, no Bavčar je sicer nekaj v romanu omenjen, ampak ni zelo osrednja tema. Če se ne motim, je danes prišel na knjižni sejem v Ljubljani, zgleda, da ima en odpustek iz tega zapora, zdi se mi, da sem ga videl, ali pa je bilo to fantazma, in sem prav rekel, no, če bo zdaj tole knjigo slučajno ponevedoma kupil, bi bilo pa to res zanimivo, tega sicer oseba, ki sem jo imel za Bavčarja, ni naredila, ampak ja, to je gotovo, to je dejansko od nekje prevzeto, ne? Medtem ko ta stavek Petra Lovšina sem pa prevzel iz osebnega spomina, ne? Jaz sem bil na skoraj na vseh koncertih Pankrtov, Peter Lovšin je človek iz moje ulice, dobesedno, ne, iz Kosovelove ulice na Kodeljevem, kjer sem se rodil in on tudi, ne, tako da, ko je bil ta prvi koncert, sem šel gledat soseda in potem mi je bilo to všeč, ne, pa sem to nekako spremljal, zdaj sem videl, da bojo spet najavljali koncert v Ljubljani, ne vem, bo prilagodil svoje počitnice ali ne, zdaj se že malo počutim kot ena odslužena grupi tlele, ampak bom o tem še malce razmišljal, kakorkoli.
karkoli že. Pri tem je pa zanimivo, da ta glasba mi v bistvu sploh ni tako zelo blizu, ne? In mi je na nek način doma tudi nikoli ne poslušam, ampak je šlo za to družbeno komponento, ki jo je to gibanje prineslo. Ker je spet neka ta dvojnost med čisto umetnostjo in njenim praktičnim družbenim učinkom. Zdaj, no, lepo je bilo razvidno ta dokumentarni del, ne, te knjige, pa ko si prej govoril o samem nastajanju oziroma o tem, kako si se odločil, da boš pisal o osamosvojitvi. Zdaj vemo, luknje so išle pred dobrim letom, ne, se pravi, zdaj v letu dni je nekako nastal, ne, ta novi roman, ampak vseeno, to je bilo verjetno kar veliko nekih stvari za pregledati, preštudirati. Kako si se lotil tega raziskovanja? Seveda, ena stvar je bila, da sem imel kar nekaj teh osebnih spominov, ne, že prej zabeleženih. Ne. To je nekaj. Jaz tega sem imel tudi nekatere prizore, napisane že prej. V romanu je recimo eno poglavje naslovljeno Obračun, obračun je zelo zanimiva beseda, ne. Skozi nekaj obračunavamo, tle gre pa za dejanski obračun, za nakup nekega sendviča, ki se zaplete skoraj v pokol. Ne. Sem tako pač dosti posrečen prizor. Zdaj, preden sem prišel sem poslušal na parkirišču pred hotelom, kajti na radiju so pravkar to dramatizirali v literarni Nokturno, ne, je bilo zelo zanimivo, posrečeno, ker je to skoraj čist dialoški prizor, ne, in to je nekaj, kar se mi je skoraj dejansko tako zgodilo, ne. Pač, kdor bo roman prebral, bo nekaj od tega videl. Skratka, sem pa seveda tudi, ne, sem že prej se malo pokazal, da sem pišlar, ne, sem tudi preštudiral precej knjig iz tega časa, prebral zbrana dela Alija Žardina in podobno, ki je napisal dovolj zanimive zgodbe iz teh časov. Še nekaj je zanimivo, zdaj, ki me sprašuješ po tej dokumentarnosti. Od začetka sem mislil, da bo to bolj roman o 10-dnevni vojni, da bo imela večjo vlogo. Ker smo ravno v Novem mestu, bom povedal, da o 10-dnevni vojni skoraj da nimamo romana, razen romana Neizstreljeni naboj Damjana Šinigoja, ki ga v predpriložnosti, če ga kdo sreča, pozdravite v mojem imenu. Razen tega romana in še ene knjige Marije Voglič, Vojna iz ljubezni, nimamo romana ki bi tematiziral čas slovenske osamosvojitvene vojne. Zdaj ne bomo šli v psihoanalizo, zakaj ne. Jaz sem mislil, da bo to zavzelo več mesta v tem romanu, pa ga ni tako veliko in tudi tukaj gre za neko zunanje opazovanje. Ne. Tudi tukaj gre za enega najbolj znanih prizorov, sem ga popisal iz te vojne, kot ga gledata moj junak in njegov oče in podobno. Ne. Torej, seveda je bilo kar nekaj konkretnih zgodovinskih stvari za razmisliti, je pa mogoče tudi kaj noter, to nisem še čisto prepričan, ker zelo zanimivo je bilo, pa sem dal za prebrati svojemu stalnemu bralcu Urošu Zupanu, ne, in on mi je rekel pa takrat, jaz sem nekje napisal, da v tem času so se gledali Twin Peaksi med 10-dnevno vojno, mogoče starejša generacija bo zdaj to potrdila. Jaz sem bil prepričan, da sem gledal Twin Peaks, Uroš je bil prepričan, da ne, potem sem vprašal seveda Mirta Komela, kot velikega poznavalca Twin Peaksov, in stvar našla možnost, da si nisem narobe zapomnil. Morda sem si kaj tudi narobe zapomnil, ampak to ni zgodovinska knjiga. To je vendarle roman in zmeraj bolj bo roman. Je pa paradoks v tem, ne, da če zdaj bo šlo tako naprej, ne, pa bojo počasi pomrli vsi, ki so bili udeleženi bolj aktivno pri osamosvojitveni vojni in nihče ne bo napisal romana, ali pa teh romanov ne bo veliko, bo na koncu veljala tista resnica, kot jo prikazujejo tisti posamezna poglavja v obstoječih romanih ali pa prej omenjena dva romana. To je tak zelo zanimiv paradoks, kako se resničnost potem čez čas fikcionalizira. Mi zdaj Hadrianovih časov ne poznamo iz osebnega doživetja, malo kdo jih študira iz zgodovinskih knjig, večina se v njih pouči po Hadrianovih spominih Margariti Ursanar. Ali pa drug domač primer, kdor bo razmišljal o življenju v Sloveniji v času baroka, bo najbrž prej posegal po Katarini Pavlu in Jezuitu, nekega zelo znanega slovenskega pisatelja, kot pa po zgodovinskih študijah. Zdaj bom se pa navezala še na eno misel, no, ki sem si jo izpisala, pa se mi je zdela tako zanimiva. Boj se časov, ko boš lahko povedal vse, takrat morda nihče ne bo poslušal. A smo že tam? Ja, tudi to je parafraza nečesa, kar je zapisala mlajša pesnica Katja Perat. Ne. Tudi ona je to sem že ne vem kolikrat ponovil, to je res fascinantno. Zdajle
poslušate, ne? Ni nas prav veliko, nekaj nas posluša. V Ljubljani sem bil danes na predstavitvi nekega pogovora avtorjev različnih generacij, ki objavljajo tudi v tujini, ne? In na tem pogovoru sem bil edini poslušalec. Ne? To je bilo zelo zanimivo. 4 ljudje iz organizacije so se na hitro usedli, da ne bi izgledalo prizorišče čisto prazno in potem rečemo tisto kot običajno, ne, saj to zdaj mi tudi streamamo, da imaš neke množice, bojo to pogledali kasneje. Z veseljem sem slišal, da bo Goga to predvajala enkrat oktobra, torej zdaj nas je tukaj recimo zelo pretirano čez 20, ne. Jeseni bojo tisoči gledali tole, kaj smo midva tukaj posnela, ne. Tako da na nek način se vsi nekako tolažimo, da vendarle ljudje še poslušajo. Vendar tudi ni važno, tukaj ne štejejo številke, ker imam ravno majico, ki je malce predelana majica, naslovnice legendarne plošče skupine Joy Division Unknown Pleasures, neznana zadovoljstva. Znana legenda je, da je na njihov prvi koncert prišlo približno 48 ljudi, ampak te 48 ljudi je naredilo pol 16-7 skupin, ki so postale največje britanske skupine tega časa. In z nastopom Pankrtov je bilo najbrž podobno. Ljudje, ki so prišli takrat, so bili resno premaknjeni od tega nastopa, jaz že ne, in sem najbrž tudi zaradi tega začel bolj resno literarno pisati, ker se mi je zdelo, da tisto, kar je Pero takrat vpil z odra, pa težko rečemo, da je bila to kakšna velika poezija, ne? Ampak da nekako to lahko pride do človeka. Se mi je zdelo zanimivo in mogoče me je malo bolj premaknil v literarno smer. Zdaj, a misliš, da je čas, da še publika kaj vpraša, da damo še njim prostor? Lahko še prej zagroziva, da če ne bojo nič vprašali, bova midva zdaj nadaljevala z nesmanjšanim tempom, tako da mogoče jih bo to prej stimuliralo, da bi kaj vprašali. Vprašanje. Se mogoče navezala prav na ta zadnji stavek. Se mi zdi, da niste čisto odgovorili. Ali je zdaj čas, ko lahko povemo vse, pa nas nihče ne sliši? Nisem prepričan, če je še čas, da lahko povemo vse. Sem pa prepričan, da je čas, ko je tistih, ki poslušajo vse, kar je povedano, bistveno manj. Tako bom rekel. Po drugi strani pa zdaj, tudi to je bilo malo lezobsko zdaj, ne, da rečemo še bolj konkretno. Mogoče ni, a veste, tukaj, kako biste rekli, ni čistega tržnega učinka. Ne. Ko mi nekaj prodajamo na trgu, to se pa kosajo, koliko pa ti prodal svojih, recimo, kakršnih koli že izdelkov, ne, in se borijo različni, ne vem, Lek pa Krka primerjata svoje bilance, recimo, da bomo malo vzpostavili vojne med Ljubljano in Novim mestom. Medtem ko tukaj je zelo težko reči, nekaj, kar je bilo nekdaj slišano, ima mogoče v enem času zelo velik učinek, v kakšnem naslednjem pa majhen. Jaz stalno provociram svoje študente za vprašanje, ali so kdaj slišali za najbolj znane pisatelje časov, ko sem jaz začenjal, 3 slovenske pisatelje, ne bom navajal njihovih imen, ker to snemamo, da jih ne spravim njihovih živečih sorodnikov v zadrego, no? Ampak ti avtorji, ki so bili osrednji avtorji slovenske proze v 80-ih letih, so danes mojim mladim študentom, in to so študenti, ki si mislijo profesionalno ukvarjati s knjigami, knjižničarji in založniki, so jim popolnoma neznani. In na delavnici mogoče smo slišali za koga. Ne? Tako da je tukaj, to je neko zanimivo in težko vprašanje, ne? Je vprašanje, gotovo živimo v bolj gluhem času, kot smo nekdaj, tudi zaradi tega, ker smo v času velikega hrupa. Ne? Zdaj nas stalno zasipava vse mogoče. In tudi knjige, to je moja znana teza, pri nekaterih sem z njo zelo sovražen, tudi knjige se berejo manj zato, ker je zdaj knjig tako zelo veliko, da je njihova medsebojna konkurenca zelo velika. Tipično je, da kadar inflacija je nekaj, kjer imaš veliko količino nečesa in potem posamezni element izgubi vrednost. V nekdanji Jugoslaviji je bilo tako z denarjem, danes je tako na nek način s knjigami, ker je slovenskih romanov, ki izidejo nekih 170, nihče več ne prebere vseh teh romanov. Jaz sem prebral vse slovenske romane nekaj do 50-60 na leto, potem sem tudi jaz obnemogel in zdaj malo polistam, tako da marsikaj. Ne? Tako da to se je zanesljivo spremenilo. Samo to ni zdaj nekaj, da bi rekel, joj, ubogi mi, kar nehali bomo knjige, bomo zažgali, nima več smisla. Ne? Kljub temu obstaja še ogromno ljudi, ki so pripravljeni žrtvovati svoj prosti čas in težko prislužiti denar, da rečemo malce spektakularno, zato, da se zbližajo z neko konkretno knjigo, ki jim ustreza. Morda ste vi med njimi, videli bomo kmalu. Mogoče še kdo?
Tebi je zmanjkalo vprašanj ali? Ne, bom Ali imamo seveda, še, imamo še nekaj minut, ko kaže, če bom se najdla to še pomembno seveda časovno? kaj. Omenil si svoje dolenjske korenine. Tudi ta naš oče ima dolenjske korenine. A je to en tak majhen delček biografski? Ja. Ne Je. samo ta verjetno, ne, pa ne bom vrezala v... To je seveda omaž mojemu pokojnemu očetu, ne? Zdaj ne bom preveč povedal, ker sem malce že v strahu, da ko bom svoji edini živeči starejši sorodnici svoji teti dal ta roman, da ne bo preveč prepoznala očeta in mame kot mojega očeta in mame, ker seveda sem skrbno zakrinkal s tem, da sem spremenil nekatere druge osebnostne lastnosti tega glavnega lika, tako da to ni preveč avtobiografsko, ne. Samo to se mi je zdelo pa po svoje zanimivo, ne, ker jaz sem res iz take družine, kot je opisano tudi tukaj, ne. Mama je bila z neke ljubljanske visoke družbe, oče je bil z neke zelo majhne kmetije, 14 km tukaj, ne bomo bolj precizni, tako da to se mi je zdelo na nek način tudi, če tako rečem, ena slovenska posebnost, ne. In tudi še malo zdaj naprej, tako razkrivam karte, se to ni preveč lepo, ne, ampak na nek način tudi ta nezmožnost združitve med tema dvema glavnima likoma je najbrž malce navdihnjena v tem stalnem, kot bi rekel Jože Božina, slovenskem razkolu, ne. Torej, nekako skozi umetno vzdržujemo neke razlike, tudi kadar jih ne bi bilo treba, ne. In tudi tema likoma se dogaja nekaj podobnega, ampak meni se zdi, da je konec srečen. Ne vem, ko boste prebrali, mi boste po elektronski pošti sporočili, kako se zdi vam. Zdaj, seveda vabljeni k branju, ne. A je še kaj tazga, kar sva pozabila, pa bi bilo mogoče nujno, tole se mi je pa zdelo tudi še zanimivo, pa mogoče izpostaviti tele ironični dvogovori med likoma, ne. To je tudi ena taka tvoja strast ali opazna lastnost, ne, ta ironija. Tokrat je šlo to malo mogoče predaleč, pa mi boš ti povedala kasneje, ne, zdaj čez mikrofon, ne, ali je šlo predaleč. Namreč, ko sem dal brati poskusnim bralkam in bralcem, sem dobil dva tipa odziva. Vsi bralci so rekli, to je tvoj najboljši roman. Vse bralke so rekli, veš kaj, tale ženski lik mi pa ni preveč všeč, Luke so bile boljše. Tako da ne vem zdaj, to je bila zelo tvegana poteza, ne, ker na ta način, jaz sem naredil to junakinjo malce, bi rekli se, bolj literarno kot življenjsko, ne? Ampak to je bilo seveda namenoma, ne? Mislim, zdaj je bil ta namen meni v pogubo ali ne, to bo zdaj vsak bralec in zlasti vsaka bralka po svoje presodil, ne? Ampak ironija je neko zanimivo vprašanje tega romana, ta glavna junakinja seveda ironizira vse mogoče in išče globljo resnico in tako naprej, na koncu pa prav pogrudila sem, da se ne moreš stvarem upirati samo z ironijo, ker drugače skozi ostajaš nekje na površini in tako naprej, ne. In to je tudi nekaj resničnega, ne. Zdaj, če dam to v neke take čisto konkretne politične okoliščine, tist način govora, vsi so isti, ti politiki, vsi nas bi sam kradli, ne, nas pripelje v to, da potem nikoli nismo zadovoljni z rezultati, ne. Seveda se je treba pri veliko stvareh v življenju nekako opredeliti, zares opredeliti, kjer ni pravi trenutek za ironijo. Z ironijo je dobra zlasti takrat, kad misliš, jaz sem najboljši, največji in tako naprej, to se tudi marsikomu kdaj zgodi, ne? In takrat je pa dobro uporabiti ironične zavore. Zdaj, vsekakor lahko rečem, da se roman zelo lepo bere, zanimiva dinamika. Ne morem niti reči, da so luknje bolj težke oziroma težje. Oziroma ne morem, mogoče je bilo tam več tega suspenza, ki je vlekel, ne. Pa tudi tle lepo vlečeš to napetost skozi neka pričakovanja, ne, ki jih gojimo, predvsem v tem odnosu, ne, tega našega nejunaka in njegovega dekleta, ne. Zdaj, če ni več vprašanj, a mogoče ste kdo opogumil? Tako midva hlepiva po komunikaciji, ne, pa kaj sem že rekla o komunikaciji v sodobnih časih, da nekako se zmanjšuje, izginja, zdaj smo tle živi dokaz, midva sva divje komunicirala. Ena gospa je dvignila roko. Sem že utihnil. Ja. Mogoče
Mogoče pridete bliže, da bomo slišali mi na odru, od zadaj se sliši. Ta potencial, ki smo ga živeli v 80-ih, recimo danes, bi ga pa tudi prebili. Zdaj, pač, ker si omenil to, da ti prebije glavo, recimo, kaj bi danes, kaj vidiš danes? Hitro povzetek vprašanja za vas, ki niste slišali. Ta potencial, ki smo ga videli v 80-ih, danes ga pa nekako ni. In kaj bi lahko danes nas premaknilo tako naprej? Zdaj, treba se zavedati, mislim, da vsaj mi, ki smo bili zraven, vsaj kot opazovalci v 80-ih, smo takrat pričakovali vse. Takrat je bilo mogoče vse, danes vse ni več mogoče, oziroma tudi če je mogoče vse, se nam zdi, da so to same slabe možnosti. Zdaj smo že taki klasični odjemalci tega, takrat pa res. Družba se bo spremenila, vsi bomo prijatelji, se bomo imeli radi in tako naprej. Jaz ne bi bil pretirano nekako ni mi čisto všeč, ko začnemo polja, pa nismo se za to borili, pa tako naprej. Ta deziluzionistična politika se mi zdi malce, da se spet postavljamo v tisto, kar meni je všeč, ta vloga žrtve, kjer smo tudi že malce rekli. Ker niti se jo ne da seveda popraviti tudi samo s pasivnostjo, ker nekatere stvari so čisto objektivno, še zmeri Slovencev je, če postavim to v aktualna trenutna dogajanja, Slovencev je samo 2 milijona, zato malo težje zberemo ekipo, ki bi lahko igrala na Evropskem prvenstvu v nogometu. To se od časa do časa lahko zgodi, celo na svetovno pridemo, ampak malo težje je pri kakšnih večjih narodih. Zdaj, jaz osebno mislim, in to sem kot komunikolog bom hvalil svoje zgarano komunikološko kljuse in bom rekel, da sem v zadnjem letu in 3 mesecih pač opažal, da zelo veliko težav, ki jih imamo v vsakdanju, izhaja ravno iz tega odpovedovanja komunikacije. Ali je to načrtno, ali je naključno, ali je to zato, ker je tako bolj simpel, to se mi zdi, da v marsičem povzroča marsikatero od težav, ki jih imamo zdaj. To bi se morda dalo urediti na kakšnem psihoterapevtskem kavču, videli bomo, kdo se bo nam prvi ulegal. Mogoče še kaj? Sicer pa predlagam, da Andreja pocukate za rokav po tem pogovoru in z veseljem verjamem, da z veseljem vam bo še kaj povedal. Tudi midva še potem rečeva kakšno vabljeni k branju. Nedvomno zelo prijetna knjiga, ki morda vas kdaj tudi vznemeri, tako kot je mene, ene 2-krat, pa sem jo mogla odložiti, nič hujšega. Hvala, Andrej, da si se podružil na Glavnem trgu danes z nami. Pa če mogoče, a še kaj pripravljaš v letošnjem letu? Hvala tebi za zelo poglobljen pogovor. Veseli me, da si pristala na vabilo založbe Goga, da prideš. Zelo me že zanima, pri katerih 2 delih romana si knjigo odložila in nisem prepričan, da še smem kaj pripravljati. V zadnjih 4 letih sem izdal 5 knjig, tako da se mi zdi, da je to za tako majhen prostor, kot je slovenski, že za nekaj časa dovolj. Hvala. Hvala tudi vam.